Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, prijazno pozdravljeni na slavnostni seji občinskega sveta občine Tolmin. Občina Tolmin svoj praznik obeležuje ob koncu meseca maja, po mnenju mnogih najlepšega meseca v letu. Meseca, ko vse okoli nas ponovno ozeleni, ko se na mnogih poteh in stezah, ki nas vodijo do najlepših, tudi skritih kotičkov naše občine, srečuje in si izmenja besede vse več občanov in ko se narava ponovno prebuja v vsej svoji lepoti. Občinski praznik predstavlja priložnost za to, da se ozremo na preteklo leto. Z veseljem sprejmemo vse, kar je bilo v občini storjenega in se tudi zamislimo, koliko smo sami prispevali v dobrobit občine in vseh nas, ki jo gradimo. K slavnostnemu nagovoru vabim župana občine Tolmin, Alena Červa. Spoštovane, spoštovani, dober večer. Lepo pozdravljeni in iskrene čestitke ob našem občinskem prazniku. Letos je tisto posebno leto, ko tradicionalni petkov termin slavnostne seje pade točno na dan našega praznika. In prepričan sem, da bo tudi proslava temu primerno nekaj posebnega. Zares sem vesel, da smo dvorano kljub slabemu vremenu in številnim sočasnim dogodkom na čelu 100-letnico Triglavskega narodnega parka uspeli tako lepo napolniti. Med nami pa še posebej lepo pozdravljam častna občana občine Tolmin, magistra Vasja Klavoro in gospoda Marka Muniha. Čeprav jim bomo vsakemu posebej čas namenili še kasneje, bi vendarle že ob tej priložnosti zelo lepo pozdravil tudi vse nagrajence, katerim je ta večer prvenstveno namenjen. In dovolite mi, da prav posebej lepo pozdravim tudi podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije in poslanca, ki se v Državnem zboru bori za interese Posočja, gospoda Danijela Krivca. Ob tem pa seveda en res prijeten pozdrav tudi vsem mojim kolegom, županom in podžupanom okoliških občin, ter seveda obema podžupanoma občine Tolmin, občinskim svetnicam in svetnikom, mojim sodelavkam in sodelavcem z občinske uprave, pa predstavnikom javnih zavodov, s katerimi imamo skupno misijo zadoščanja potreb našega prebivalstva, kolegicam in kolegom iz vrst gospodarstva, ki je ključno za obstoj in razvoj vsakega vzdržnega sistema, ter ne nazadnje vsem občankam in občanom ter vsem ostalim obiskovalcem. Lepo pozdravljeni. Ja, tradicija veleva, da uvodne minute namenimo premisleku, kje smo in kam gremo v naši občini. In ker je za ta sklic občinskega sveta to prvo leto na čelu občine, je takšen premislek še toliko pomembnejši. In veste kaj? Dogodki iz preteklih tednov me navdajajo z zaupanjem, da Tolmin vračamo tja, kamor spada.
Še posebej veselo je bilo v športnem parku Brajda, kjer smo na športnih igrah mladih gostili več kot 300 otrok iz celotnega Posočja, le dan kasneje pa smo skoraj 500 osnovnošolcev v Tolmin privabili na dan obrti in podjetništva. Prišli so vse od Bovca do Hrvatinov. Želim se iskreno zahvaliti vsem organizacijam, ki ste sodelovali pri izvedbi, ter seveda kolegom županom, ki podpirate dobre zgodbe. A ne le dogodki, tudi z investicijami želimo obuditi in učvrstiti središčno vlogo Tolmina. Tako skoraj 6 milijonov evrov namenjamo nadgradnji našega zdravstvenega doma, ki bo v Tolminu omogočil vzpostavitev satelitskega urgentnega centra in s tem dvignil nivo zdravstvene oskrbe celotnemu Posočju. Pripravlja se tudi prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Cvetje, ki bo 70 stanovanj eden največjih stanovanjskih projektov v državi, glede na število prebivalcev naselja. Za primerjavo, če bi v Ljubljani želeli zgraditi enako število stanovanj, bi jih na prebivalca, glede na število, morali zgraditi 5500. Naš skupni cilj je zagotoviti vse, kar je potrebno, da se trend staranja prebivalstva in odseljevanja mladih iz Posočja zaustavi. Zahtevna naloga, ki se je moramo lotiti celostno in poskrbeti za vse demografske skupine, od najmlajših do najstarejših. Tako je projektiranje novega vrtca na Mostu na Soči v polnem teku in ko bo naslednje leto objavljen državni razpis, bomo imeli gradbeno dovoljenje pripravljeno. Za naslednji cikel sofinanciranja pa bo pripravljen vrtec v Tolminu, kajti ne smemo si več privoščiti, da bi zamujali priložnosti črpanja zunanjih sredstev za tako pomembne investicije. V letošnjem letu bo svoje vrata v Tolminu odprl mladinski center. Drugo leto mu bo sledil center za starejše. Eden najlepših, a hkrati najkompleksnejših projektov pa se sestavlja na Pečinah. Tam se ob močni lokalni podpori vse bolj konkretizira ideja medgeneracijskega centra, ki bo imel izjemen pomen tako za krepitev skupnosti, kot razvoj kraja in celotne šentviške planote. In je že tako, da več kot imamo odprtih projektov, širši konsens in močnejšo podporo potrebujemo. Zato me iskreno veseli, da znamo leve, desne, zelene, rdeče in vse ostale populizme v veliki večini primerov pustiti pred vrati občinskega sveta. Tako smo soglasno sprejeli proračun, ki letos predvideva rekordne vložke v gospodarsko infrastrukturo. Za ceste, vodovode, kanalizacije, po naši prelepi, a geografsko tako razgibani občini bomo namenili več kot 4 milijone evrov. S tem uresničujemo našo skupno zavezo po uravnoteženem razvoju celotne občine ter zagotavljanju vsaj osnovnih pogojev za bivanje in gospodarstvo. Veliko je tudi projektov, katerih izvedba ni v naši pristojnosti, kjer smo v vlogi pobudnika, koordinatorja, pospeševalca, včasih iskreno tudi nadležnega interesenta, a zadnja beseda ostaja, hočeš nočeš, državi. In čeprav počasi se tudi tu zadeve premikajo. Čez dober mesec se bomo vozili po novi tolminski obvoznici, Volčanska in Mostarska se načrtujeta, da bosta nared nekje na prelomu desetletja, še prej pa pričakujemo predor pri Dolenji Trebuši in nov most na Mostu na Soči. In verjetno se strinjamo, da bo vsaka pridobljena minuta na naših cestah zlata vredna. Pa ko smo ravno pri cestah, posebno pozornost namenjamo tudi trajnostni mobilnosti. Tako za domačine, kot v povezavi s turizmom. Lansko leto zaključen odsek kolesarke med Tolminom in Modrejem želimo prek evropskih kohezijskih sredstev nadgraditi s povezavami tako proti Kanalu, Gaberjem ter do železniške postaje. Postaje, kateri se obeta obsežna prenova in nadgradnja v multimodalni center, karkoli že ta lepa tujka pomeni, a omogočalo naj bi obisk naše doline brez osebnega avtomobila, da bi v Ljubljani, Gorici ali nekoč v prihodnosti na letališčih Brnik, Trevizo, Benetke skočili na vlak, nato pa s kolesi, avtobusi, šatli, peš ali z ladjico obiskali katerega izmed biserov naše občine. Le te bomo do naslednje turistične sezone oplemenitili s prenovo tržnice v Tolminu in novim vstopnim objektom v Tolminska korita,
Kmalu zatem pa bo obiskovalce v novi podobi pričakal tudi Kozlov rob. Projektov je veliko, verjamem, da potrpljenja nekoliko manj, a nekaj zadev bi vendarle še izpostavil. Posebno pozornost posvečamo tudi gospodarstvu. S podžupanom, gospodom Otonom Bratužem, pridno obiskujeva naša podjetja in se seznanjava z njihovimi potrebami in željami. Različne panoge in tudi pristopi se odražajo v različnih pobudah, vendar je nekaj skupnih imenovalcev jasnih. Infrastruktura, stanovanja, prostor za širitev in kakšna spodbuda. Če smo infrastrukturo že omenili, naj povem, da bomo stanovanjski ponudbi poleg soseske na Cvetju že letos dodali stanovanjski blok v Zalogu in cirka 25 parcel za gradnjo v Žabčah in na Šentviški gori. Širitev se obeta tudi industrijski coni Poljubin, proučujemo pa lokacijo za še eno dodatno obrtno poslovno cono. Tudi s spodbudami za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu smo očitno zadeli v polno, saj se še drugo leto zapored sredstva dobesedno razgrabljena, višino razpisa pa smo, tako kot lani, naknadno povišali. Če na tem mestu potegnem črto, me opogumlja ugotovitev, da znamo in zmoremo. Od prevetrene občinske uprave, kjer vas bodo poleg izkušenih kolegov pozdravili številni novi mladi obrazi, do javnih zavodov, medobčinskih institucij, krajevnih skupnosti, izvajalcev ter partnerjev iz gospodarstva delamo veliko in verjamem, da delamo dobro. Naša skupna želja je postati in ostati prodorna ter agilna občina, takšna, ki se zna hitro odzivati na ponujene priložnosti, hkrati pa realno in ažurno analizirati svoje delo ter odpravljati napake. Ker ja, seveda, delamo tudi napake. In ravno tu je srž spremembe, ki si jo želimo vpeljati v naše delo na vseh nivojih. Ne bojmo se napak. Ne bojmo se odločnih korakov k vrednotam, v katere verjamemo, pa če tudi tvegamo kakšen spodrsljaj. Izhajamo iz iskrene želje po dobrobiti domačinov, zato verjamemo, da se marsikatera zmota lahko popravi, nič pa ne more popraviti stagnacije in zaostankov, ki bi izvirali iz strahu pred napako. Oprostite mi ta izlet iz osnovnega namena današnje proslave, tudi vsi, ki tukaj potrpežljivo stojite za mano, ampak res je dovolj blede, nedorečene, mehke politike, tako na lokalni kot na državni ravni. In dovolj je vseobsežnega iskanja všečnosti za ceno vsebine. Za ceno kvalitete življenja in razvoja naših nekoliko dlje od Ljubljane oddaljenih krajev. Kako torej naprej? Iskrena in direktna komunikacija, ki jo tudi tokrat prakticiram in ki jasno zastopa interese lokalne skupnosti, a hkrati sliši in razume položaj sogovornika, se je do sedaj izkazala za pravo. In z našimi prizadevanji bomo nadaljevali pogumno, a hkrati dovolj skromno, da si dovolimo vsak dan naučiti kaj novega. Vztrajali bomo pri strokovnem in sistematičnem pristopu, na kateri nam ga sicer očitajo, ker posega v zatečene in udobne prakse, vendar kaže rezultate, tako navznoter kot navzven. In lepo je sprejemati investitorje, ki sami potrkajo na vrata in predstavijo svoje predloge. Tako se bomo kmalu tudi na glas in odprto z javnimi razpravami pogovarjali o prihodnosti Centroslavije, strelišča, kuriva in še kakšnega neizkoriščenega potencijala. Gre za izjemne razvojne priložnosti, kjer moramo na prvo mesto postaviti kvaliteto življenja domačinov, sočasno pa seveda iskati čim širši spekter pozitivnih učinkov. Spoštovani, že sedaj se zelo veselim našega naslednjega občinskega praznika, kjer bomo skupaj pregledali rezultate narejenega, vmesne čase tekočih projektov ter nove ideje za prihodnost. Hvala vsakemu izmed vas, ki s spodbudno besedo, predlogom ali dejanjem pomaga soustvarjati prihodnost naših krajev. Vse najboljše, Občina Tolmin.
Začetek današnjega praznovanja so s pesmijo Tolminska oplemenitili združeni zbori. Moški pevski zbor Dolenja Trebuša, mešani pevski zbor Župnije Volče, ženski pevski zbor Sožitje in mešani pevski zbor Zdravko Munih Most na Soči. Na tem mestu naj omenim današnji predhodni dogodek v Tolminski knjižnici, ki ste se ga nekateri tudi udeležili. V Tolminu je postavljen nov spomenik akademskega kiparja Boštjana Kavčiča, posvečen tolminskemu kmečkemu puntu. Spomenik Plamen je na istem mestu nadomestil svojega predhodnika, posvečen pa je dogajanju pred več kot 300 leti. Je spomenik ljudem, ki se postavijo sami zase v imenu čuta za elementarno pravičnost. Tudi za nami je leto, ki je prineslo mnoge izzive. Šele ko so se vremenske razmere umirile, smo spoznali razsežnost posledic, ki so jih za seboj pustile narasle reke, hudourniki in plazovi. Ti dogodki pa so ponovno prinesli spoznanje, kako ključne so v takšnih situacijah strukture za zaščito in reševanje in kako neprecenljiv je prispevek vseh prostovoljcev, ki so na terenu v najhujših razmerah, da lahko pomagajo ostalim občanom. Naš odziv je bil pravočasen in ustrezen, kar so nam priznavani tudi navzven. Prav v povezavi z lanskimi poplavami, ko nas je narava postavila pred zahtevne izzive, se je župan odločil besedo predati tudi poveljniku občinskega štaba civilne zaščite občine Tolmin. Miho Venclja vabim na oder. Župan ni samo višji od mene, je tudi večji, tako da si moram prilagoditi mikrofon. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, občanke in občani, prazniče Tolminske, nagrajenci, svojci. In lep pozdrav. Čas opili ostre robove, dejstva postanejo subtilni spomini posameznikov. Odločene ocene, meritve, celo zapisane odločitve, pa s časom izgubijo prostor, v katerem so bile podane. In tako postanejo predmet razprav. Tako ostane v uradnih biltenih samo še suhoparna statistika. In statistika za leto 2023 bo na mnogih področjih obilna. Leto 2023 pa ni pustilo samo statistike. Pustilo je tudi izkušnje, spoznanja, bolečino, pa tudi mnogo malih zmag. Če nas združim vse pod eno marelo in rečem za civilno zaščito, se je vse skupaj nekako pričelo junija, ko so neurja z močnim vetrom prizadela predvsem Tolminsko, veter je odkrival strehe in rovo drevesa. Med prvimi, ki so hudo preizkušnjo doživeli, so bili skavti, ki so sredi noči ostali v hipu brez svojega tabora na Ločah. Na varno so jih evakuirali gasilci in policisti, za njih pa je poskrbel Rdeč križ in civilna zaščita. To noč je bil na merilni postaji Petra Lebana na gasilskem domu v Tolminu izmerjen sunek vetra 107 km/h. Čez 5 dni, proti večeru,
pa je meritev potrdila sunek 141 km/h, kar je povzročilo izjemno veliko število podrtega drevja, odkritih streh. Kraji v občini Tolmin so medsebojno ostali neprevozni. Sunek vetra je povzročil zelo hudo poškodbo občanke. Reševalno vozilo je obstalo na neprevozni državni cesti, gasilci so mukoma v vetru in dežju se prebijali, odstranjevali podrto drevje, da bi reševalnemu vozilu omogočili prehod do bolnišnice. Mnogo cest je ostalo zasutih z nanešenim materialom. Na terenu so številne gasilske enote, vzpostavi se štab za vodenje intervencije, kjer sprejemamo klice in jih razvrščamo po nujnosti. Tam, in tega je bilo veliko, ker so gasilci ostali nemočni, podore odstranjujejo izurjeni strojniki težke gradbene mehanizacije. Delo, kolikor je le mogoče, poskušamo koordinirati. Preko območnega združenja Rdečega križa se naslednji dan organizira prva pomoč najbolj prizadetim prebivalcem. Kljub preizkušnji se zdi, da smo dobro pripravljeni. Odlično se izkaže malo skladišče civilne zaščite pred gasilskim domom v Tolminu, ki je sicer skromno, a nam odlično služi, da sproti dobavljamo potrebni material, ki ga nato razvažamo gasilskim enotam na terenu, da čim hitreje in uspešneje sanirajo poškodovana ostrešja. Za še učinkovitejše prekrivanje poškodovanih ostrešij zaprosimo za pomoč gasilce iz Idrije, Kanala Psoči in Kobarida. Skupaj z občinsko delegacijo si razmere ogledamo na terenu, škode je veliko. V nekaj dneh se intervencija počasi zaključi, ko nas v dopoldanskih urah doleti nova pošiljka silovitega vetra in padavin. Zgodba se ponovi, tokrat je center v Trebuši, poleg dela, ki ga imamo doma, ponudimo pomoč še sosedom v Čepovanu. Avgust prinese nove izzive. Za celotno območje Republike Slovenije je razglašen rdeči alarm. Meteorologi imajo prav za naše kraje precej slabe napovedi. Mnoga pobočja so močno poškodovana zaradi v vetru podrtega drevja, prav tako drevje ovira pretoke hudournikov. Najbolj skrbi, kaj bo v Baški grapi, tu so mnoge vasi prav v rečnih strugah. Hudourniške grape pa se iz obeh pobočij strmo spuščajo na eni strani proti cesti, na drugi proti železnici. Vse skupaj se nekako prične v zgodnjih jutrnih urah, največ klicev prejmemo iz Hudojužne, do tu se uspe prebiti samo gasilcem izpod Brda, cesta na Grahovem Obači in na več mestih neprevozna. Na Koritnici preventivno evakuiramo 2 hiši, ponovno so na terenu vse gasilske enote, ki imajo velika dela na svojem območju, poleg tega pa jih še, glede na potrebe, razvrščamo po območju celotne občine. Proti jutru preneha deževati in hudourniške reke in potoki se hitro vrnejo v svoje struge, pokaže pa se razdejanje. Enotam se na terenu pridruži župan, ki se seznani s stanjem na terenu. V Podbrdu si skupaj še s podžupanom privoščimo prvo jutrajno kavo. Takrat pa preko spleta začnejo prihajati prvi posnetki iz Gorenjske, Koroške in Savinjske. Morda čuden občutek, morda celo nepošteno, a po pravici nam se oddahne. Zavemo se, da je bilo pri nas le začetek vsega tega, kar je nato sledilo po Sloveniji. Država razglasi državni načrt za ukrepanje v velikih poplavah, naše enote se v 6 različnih konvojih odpravijo v Savinjsko dolino in na Koroško odpravljati posledice neurij. Sam se pridružim državni enoti za prečrpavanje vode v Mengšu, v Kamniku, poslani smo na Muro. Konec avgusta pa kot častnik za zvezo delujem nekaj dni s francoskimi pripadniki civilne zaščite v Prevaljah. Gasilci in drugi prostovoljci se vračamo domov utrujeni, pa tudi pretreseni od mnogih zgodb in videnega razdejanja. Na nas se obračajo mnogi posamezniki, organizacije, ki samovoljno zbirajo denar, dobrine in jih nato v konvojih vozimo v prizadete kraje. Slovenija se poenoti, zavist zamenja sočutje in empatija. Narod postane eno. Slovenija s svojo odločnostjo premagati izziv in mnogimi herojskimi zgodbami reševanja pa prevzame celotno Evropo. Pri nas se v avgustovskih dneh zvrsti 17 držav, ki ponudijo helikopterje, bagre, mostove. V tem času deluje 729 pripadnikov držav Evropske unije preko mehanizma Evropske unije v Sloveniji in jim nudijo pomoč. Če kdaj, smo lahko po mnogih letih prav lanskega avgusta občutili lastno moč naroda in širino ideje Evropske unije. In to prav preko mehanizma civilne zaščite.
Kljub hudi preizkušnji nismo ostali sami. Konec oktobra pa se ponovi že videno. Rdeči alarm, enote v pripravljenost, navodila gasilcem, civilni zaščiti, pogovori z županom, policijo, zdravstvom in ne vem še komu vse. Kljub pričakovanju se vse skupaj prične nenadoma. Dobesedno se vlije kot iz škafa. Le da ne preneha in ne preneha. Spet se oglasijo pozivniki in steče akcija. Le da je tokrat dogodkov toliko, da jih ni mogoče sproti beležiti. Težišče dogajanja je v Baški grapi in v okolici Idrije pri Bači. Idrica poplavi državno cesto, Bača v Klavžah prestopi bregove in silovito poplavi hiše dolvodno. V luži murasti tok zasuje hišo in občana v njej, na srečo se uspe izkopati izpod materijala in umakniti na varno. Knežo poplavi vodotok Jordan, delno odnese cesto med Knežo in Grahojo ob Bači. Na Koritnici se odločimo za evakuacijo najbolj ogroženih hiš, reka Koritnica je prestopila bregove in je grozeča. Veliko je podorodu Hude Južne, ki je dobesedno odrezana od sveta. Tu ostanejo ujeti podbrški gasilci, Bača odnese del ceste med Hudo Južno in Podbrdom. Izgubimo stik, vezo s Podbrdom. Za pomoč zaprosimo gasilce iz sosednje Gorenjske. Ni še dovolj, občan na Šentviški planoti doživi nenadno obolenje, steče akcija prevoza obolenega preko poplavljenih cest. Pri tem sodelujejo služba nujne medicinske pomoči, 3 gasilske enote, gasilski čoln in reševalni helikopter. Vse ceste do gorskih zaselkov so ali pretrgane ali pa zasute. Na vse pretege poskušamo koordinirati delo gasilskih enot, na terenu je vsa gradbena mehanizacija. Največji strah je, da pride do večjega podora, plazu, ki bi lahko ob silovitih hudournikih bil usoden za vasi ob vodotokih. Napovedi pa so za novembrske dni še strašnejše. Napovedi meteorologov so večkratnik padavin, ki smo jih doživeli v oktobru. Sestane se celoten štab, steče najširša akcija priprav. Izdela se načrt evakuacije prebivalcev na Kneži, vzdolž Baške grape se pripravijo varne lokacije za nastanitev. Prebivalstvo pozivamo, da v primeru, da se ne čutijo varne, naj predhodno zapustijo domove. Razdeli in postavi se več kot 4000 protipoplavnih vleč. Po Baški grapi prednastavimo dodatne gasilske enote, tu je Slovenska vojska, enota Rdečega križa na Kneži postavi zasilno prenočišče. Če se lahko tu malo pošalim, se mi te dni zdela Baška grapa bolj podobna Normandiji leta 1944. Noč, ko je napovedano najhujše, pa skupaj s policijo izdamo odredbo in zapremo celotno Baško grapo. Do najhujšega na srečo ne pride, a temeljite priprave se izkažejo kot dobre in koristne. Za lanskim letom je dejansko ostalo eno veliko razdejanje, tako v Sloveniji, kot tudi tukaj, doma pri nas. Sanacija je in bo dolga, zahtevna in draga. Preizkušnja, doživetje, strah in dvomi, vse to pa bo ostalo v nas. Tu moram izpostaviti ključ zaupanja v strukture odločanja. Čeprav so odločitve praviloma neprijetne, lahko za koga celo strašljivo, je pomembno, da jim vsi sledimo ter jih upoštevamo. Potrdilo se je, kako pomembno je, da imamo poleg urgentnih reševalnih služb, zdravstva, policije, gasilcev, gorske reševalne službe, ob sebi močna javna gospodarska podjetja, kot sta Komunala Tolmin in Elektro Primorska, ki lahko preko svojih podizvajalcev hitro rešujejo težave na terenu. Izjemno delo ste tu odigrali strojniki težke gradbene mehanizacije, velikokrat v precej nevarnih razmerah, samo zato, da smo omogočili prevoznost in prehod. Prav tako so se zadeve hitreje in učinkovito reševale tam, kjer kraji, skupnosti, sosedje dobro sodelujejo. Vse to in le to je matrica, s katero lahko ustrezno obvladujemo vremenske izzive tudi v prihodnje. Za nas odločevalce so bile odločitve težke. Tu vam lahko priznam, da je bilo veliko dvomov, skrbi in tudi strahu. Težko je bilo s polno glavo, stalno zvonečim telefonom, zvečer oditi domov med svoje. Veliko je bilo premlevanja, kaj pa če? Ali smo res naredili vse, kar lahko? Kako so naši gasilci? Kje vse so strojniki? Kot poveljniku štaba je izjemno pomembna podpora župana. Njegova odločnost pa nam je vsem dala dodatna krila v jadra, da delamo prav in dobro.
Vse to pa ni nastalo samo z nami, to je nastalo že veliko pred nami. Človek je živel in zaenkrat preživel skozi različne naravne nesreče, kadar je le znal delovati organizirano in povezano. In verjamem, da smo tudi mi vsi skupaj dodali delček v to zgodbo. Naj izkoristim ta trenutek, da se zahvalim vsem, ki ste kakorkoli pomagali in sodelovali v tej zgodbi. Zelo rad bi naštel vsa vaša imena, a bo preslava predolga. A ne glede na vaš status, uniformo, funkcijo, naziv, nalogo, ki ste jo opravljali, pa bi posebej radi izpostavili vse tiste, ki ste pred najhujšo napovedjo slišali naše navodile in se prostovoljno, preventivno, varno umaknili na varno za eno noč. S tem ste našim silam bistveno zmanjšali skrb, za sebe pa ste naredili največ, kar lahko človek naredi. Bili ste na varnem. 28. oktobra nas je svojo delegacijo v Baški grapi obiskal predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Golob. Ni ga prepričalo videno razdajanje, tega je v lanskem letu lahko videl že preveč. Prepričala pa ga je naša odločnost in organiziranost. Prepričale so ga blatne gasilke in gasilci, domačini, ki so to sončno soboto čistili hudojužno, strojniki, ki so neumorno prestavljali vedno nove in nove nanose materialov. In tu, če mi dovolite, še eno manjšo anekdoto. Ko smo se skupaj z gospodom županom vračali z policijskim vozilom in predsednikom vlade nazaj iz Hudojužne proti Knežiji, nam je predsednik vlade dal določene napotke, kako čim hitreje vzpostaviti cestno povezavo med Hudojužno in Podbrdom. Predsednik vlade še ni do konca zaključil svojih nasvetov, ko je župan že vrtel številko, ne vem točno katerega sekretarja, in mu glasno razlagal, da kamni, voda, ceste nimajo novembrskih praznikov. Cesta v Podbrdu mora biti do torka prevozna. In rečeno, storjeno. V torek je bila cesta prevozna. Ko smo se v nedeljo, 5. novembra, po dobrem tednu dni, na koncu, kot štaple razšli, nas je preveval dober občutek. Občutek, da nam je skupaj vendarle uspelo. Ne priti na cilj, ampak uspešno prehoditi zahteven del poti. A ni še minilo 24 ur, ko je bil poziv drugačen. Bil je dokončen. A ga nismo želeli razumeti. Tako smo na kraju lahko se le še poslovili od tovariša. Si skoraj da na skrivaj izpod gasilske čelade obrisali solzo in vedno je tako. In spet je prišel ta veliki zakaj. Še včeraj nam je skupaj uspelo se zoperstaviti naravni ujmi. Potem pa smo tako brezmočni postali pred zaključenim dejstvom. Dejstvom nenadnega slovesa. Poplave, neurja, plazovi, podori, lansko in letošnje leto niso odnesli le cest, spremenili rečnih strug, podrli na tisoče kubičnih metrih dreves, odnesli so veliko, veliko več. Zasuli so marljive roke, mojstrsko znanje, izkušnje, izjemno delavnost, predvsem pa veliko predanost našim krajem. S tem so družinam odnesli največ, nam pa so pustili ogromno praznino. Hvala. Ta aplavz nikoli ne bi mogel biti dovolj dolg, ravno tako kot je prave besede praktično nemogoče najti. A v svojem nagovoru se namenoma nisem dotikal naravnih ujm in sanacije škode, ki je za njimi ostala. Ne zato, ker bi bilo škode malo, nasprotno, samo na občinski infrastrukturi smo jo prešteli za skoraj 6 milijonov evrov.
približno toliko, kar je občina namenjala za vse investicije v preteklih proračunih. In ekipi, ki se sanacijami ukvarja, od lokalnega prebivalstva, mojih sodelavcev na občinski upravi, na komunali, pri naših izvajalcih, res kapo dol. Zadnji dosežek, če sploh lahko to besedo uporabimo, je bila sanacija plazu v Polog, ki so ga sanirali skoraj 3 tedne pred rokom in omogočili predčasno odprtje ceste do Čadrga in Tolminskih korit. Upam, da me boste razumeli, da enostavno ne želim, da bi nas vremenski pojavi potisnili v neko jamranje in iskanje izgovorov. Situacija je težka, gradbeni posegi so zahtevni in zagotovo bo kakšna nadura ostala ali neizkoriščena ali neplačana. Vendar se bomo morali, pa naj se še trpko tako sliši, na to navaditi. Oziroma bolje rečeno, na takšne pojave se bomo morali čim bolje pripraviti. Vremenskih ekstremov bo vedno več in te naši hribi nam ne bodo prizanašali s hudourniki, plazovi, poplavami, sem smo ta naš planet pač prignali. Zato imamo skupno nalogo, da izvedemo čim več preventivnih ukrepov, ne le na javni infrastrukturi, tudi na zasebnih zemljiščih, tudi na spravilu lesa, posekih, sanacijah. Vsi skupaj moramo sodelovati, hkrati pa naše sile zaščite in reševanja čim bolje opremiti in usposobiti. Najpomembneje v tovrstnih preizkušnjah pa je, da si znamo pomagati in držati skupaj. Ker ko je vse v redu in ko nam nič ne manjka, smo vsi polni želja in idej, kaj vse bi lahko bilo še boljše. Ko pa so ogroženi naša lastnina ali pa celo naša varnost, zdravje in življenje, se nam prioritete zelo hitro razvrstijo. Zato še enkrat iskrena hvala čisto vsem, ki ste v takšnih trenutkih pripravljeni prioritete drugih postaviti pred svoje lastne. Nažalost, pa nocoj tukaj nismo vsi. Tudi najbolj požrtvovalnim, predanim, takšnim, ki jih delo v javno korist osmišlja in se pri tem ne ozirajo ne na uro, ne na vreme, pač pa le proti zastavljenemu cilju. Ja, nažalost, lahko tudi takšnim sreča obrne hrbet. Zato bomo sedaj šli mimo vseh pravilnikov in odlokov o teh slavnostnih sejah, tako kot se na nje nismo ozirali, ko je bilo najhujše. 2 izjemnima možema, ki sta svoj delovni in prosti čas neumorno posvečala razvoju naših krajev ter dobrobiti sočloveka, danes pa nas spremljata nekje od zgoraj, se želim posebej pokloniti in se jima zahvaliti. Občina niso le kraji, ulice, parki, gozdovi. Občina smo predvsem ljudje, ki živimo, delamo, rastemo in po svojih najboljših močeh prispevamo na tem delčku zemlje. Vsako leto znova se na slavnostni seji zahvalimo tistim, ki v občini pustite velik pečat. Tistim, ki s svojim delom pomagate drugim, tistim, ki gradite dobesedno in v prenesenem pomenu občino, v kateri se vsi dobro in varno počutimo in smo sprejeti. Nocoj se spominjamo tudi tistih, ki bi v našo skupnost lahko vnesli še mnogo smeha. Tistih, ki bi brez pomisleka priskočili na pomoč sosedu, znancu ali neznancu, tistih, ki bi svojim trudom zgradili še marsikaj. Vse to, če življenje le ne bi imelo drugih načrtov. Prav tem se želi župan občine Tolmin posebej zahvaliti. Župan občine Tolmin Alen Čeru častno zahvalo posthumno podeljuje Primožu Bevku. Primož Bevk je imel od otroštva rad vse, kar je dišalo po bencinu. Kmalu po zaključku srednje šole je postal podjetnik, najprej je popravljal vozila, z nakupom prvega gradbenega stroja pa se je začel ukvarjati z gradbeništvom. S pridobivanjem izkušenj je prevzemal vedno zahtevnejša dela in širil svojo dejavnost.
Prisoten je bil po celi občini, bil je zanesljiv in pošten partner občini in krajevnim skupnostim. Kot aktiven državljan in prostovoljni gasilec je nudil neprecenljivo pomoč pri mnogih naravnih nesrečah, na primer ob žledolomu in požarih na Krasu. Lani je svojo ekipo in stroji brez oklevanja pomagal pri preprečevanju še večje škode ob neurjih v Baški grapi. V spominu nam bo ostal po svoji vnemi, požrtvovalnosti in čutu za pomoč drugim. Na oder vabim Primoževo soprogo Natašo Bevk z otrokoma in tasta Julija. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste z mano, ki mi stojite ob strani in ki me podpirate, da gre Bevk tudi naprej. Hvala vsem. Župan občine Tolmin Alen Červ častno zahvalo posthumno podeljuje tudi Metodu Kavčiču. Metod Kavčič nam bo ostal v spominu po premnogih delovnih akcijah, pri katerih je vedno ponudil svojo roko. Vedno je našel rešitev za vsak izziv. Svojo ekipo je na več planinah, med drugim tudi na planini Sleme, poskrbel za strokovno popotresno obnovo. Kot član planinskega društva Tolmin je bil vrsto let nepogrešljiv pri vseh delih v koči na planini Razor in drugih društvenih objektih. Veliko je prispeval pri razvoju za Tolmina ter bil med najbolj zaslužnimi za varnost in odlično vzdrževanje dveh najbolj obiskanih točk v naši občini, Tolminskih korit in spominske cerkvice v Javorci. Na oder vabim Metodovega sina Jureta Kavčiča. Težko je povedati z njegovimi besedami, ampak verjamem, da bi bil ponosen na to zahvalo. Hvala.
Hvala moškemu pevskemu zboru Dolenja Trebuša, ki je tudi s pesmijo počastil spomin na Primoža Bevka in Metoda Kavčiča. Današnji dogodek je v veliki meri posvečen letošnjim občinskim nagrajencem. Želimo si, da bi nagrajenci ta večer preživeli z zavestjo, da njihovo delo ni ostalo neopaženo in da lokalna skupnost ceni prispevek, ki ga namenjajo okolju in ljudem, sodelovanju, povezovanju, napredku. Spoštovani, na slavnostni seji bomo podelili 6 nagrad občine Tolmin. Podelila jih bosta župan Alen Čeru in predsednica Komisije za priznanja in nagrade Kristina Lesjak. Vabim ju na oder. Začenjamo s podelitvijo 3 zahval občine Tolmin. Zahvalo občine Tolmin prejme Anton Kravanja za dolgoletno vsestransko umetniško ustvarjanje ter za prepoznavnost in ohranjanje nesnovne kulturne dediščine. Ste v zadnjih letih tudi vi obiskali predbožično Ljubljano? Potem ste najverjetneje med več kot milijonom ljudi iz vsega sveta, ki niso spregledali največjega umetniškega dela Antona Kravanja iz Žabč. Kompleta jaslic iz slame v naravni velikosti. Meni je prišla Tanja Oblak, potem smo se pogovarjali, to ti je upal to narediti, tole drugo. Sem rekel, ja, bom probal, ne, pa tam se tole odvijalo prav na hitro, ker se Božič se je bližal in potem to bo treba to narediti. To ni bila ena figura, da jih je bilo cela družina, sveti 3 kralji. Jaz imam eno posebno iglo in s tisto iglo sem jaz prebarval tole slamo in prej sem naredil skelete, potem pa tako naprej. Anton Kravanja, po rodu sicer Bovčan, ustvarja že vse življenje. Svoje spretnosti je unovčil tudi v lokalnem podjetju, kjer se ga nekdani sodelavci spomnijo kot odličnega izdelovalca prototipov. Jaz sem poklical finomehanik za šivalne stroje in potem od Ščiva sem šel po Ljubljano, potem sem bil na čas v Ljubljani, potem sem se vrnil pa nazaj na Tolminsko, Metaflex pa domače povedal. Med delovnim časom človek razmišlja, imaš pohno prijateljo, pa drugo pretečo. Pa že tisti čas sem nekatere stvari delal tu po domače, takole pod mizo za kakšne kolege. Nepogrešljivi so njegovi kompleti kostumov in zastave za tminsko pustno muziko. Za razstavo Tolminskega muzeja je izdelal 3 pare grajskih čevljev. Kot član roda Puntarjev Tolmin je bil pomembno vpet v gradnjo nekaterih društvenih objektov. Tonjevo področje delovanja je široko. Kje pa se najbolj najde? Jaz ustvarjam tisto, kar si zamišljam, potem probam, delam, naredim, vidim, da sem uspešen. Material prije sam, po domače povedano. Če vidim kakšen kos lesa, pa vprašam človeka, a rabiš to? Ne, pravim, ne. Mene prije vsaka paleta, prej sem, kaj bila pokojna žena, še živa, so hodila še k Soči, pa kakšne kose, potem, če sem videl kakšne korenine, podrte v gozdu, sem tole porabil, vse take stvari, ja. Tonjevi umetniški izdelki so pretežno iz lesa in drugih naravnih materialov. Krasijo mnoge domove na Tolminskem in po Sloveniji, pri čemer jih nikoli ne prodaja, pač pa jih vedno podarja. Če si z dušo, potem moraš dušo tudi z dušo dava, ne. Prije pa tudi slučaje, ker človek ne ve, kaj ne. Pravi, na, to imaš, ne. Pa jaz se to branim, tako vem, da ni pravo, ne. Smo v sezoni izletov, porok in igre na prostem. Vse to ponuja Široko, kjer se je Anton Kravanja podpisal pod poročni prostor in otroški park Širokolandija. Novo razgledno točko pa tam krasi njegov Kristus iz slame na 6-metrskem lesenem križu. Na oder vabim prejemnika zahvale občine Tolmin Antona Kravanjo.
Ja, jaz se zahvaljujem občini Tolmin in vsem, ki so pri tem, kaj bi rekel, sodelovali. Hvala lepa. Zahvalo občine Tolmin prejme Uroš Rutar za prostovoljno delo pri organizaciji športno-rekreativnih prireditev. Uroša Rutarja vsi poznamo kot Učota. Najlažje ga najdeš na brajdi ali v telovadnici, saj je z vsem svojim bitjem zapisan športu. Še mlad fant je profesionalno igral nogomet, sedaj pa mu ni žal prostega časa, ki ga posveti organizaciji različnih športnih prireditev, izstopa pa projekt zadnjih let, ki združuje košarkarske rekreativce pod slavnim imenom NBA Tmin. To so krivi naši reprezentanti, ki so 2017 osvojili zlato medaljo na Evropskem prvenstvu. In takrat je bila mrzlica, vse živo je bilo na bradi, vsi so metali na koš in tako je ratala ideja, da naredimo še mi nekaj takega. Liga ni le prerasla občinskih meja, ampak pomeni še mnogo več. En teden pred zaključkom prijav je bilo 7 prijavljenih in so mislili, to ne bo zaštartalo, ni šans nekako. In v tistem tednu se jih je prijavilo še 48 dodatnih, v enem tednu. Tako da potem je zalaufala liga. In nas veseli, da vsako leto rase. Pričakovali smo, da pride do nekega nivoja, ker bo začelo padati, se pravi število igralcev vsega Boga in veseli nas to, da pa rase. In celo zelo dobro vpliva na vpis v košarkarski klub Tolmin. Ja, tudi to. Ampak okej, mladi tako morajo probati vse, ne samo košarko ali karkoli. Tukaj imajo priložnost, ko bojo dosti, zreli, da nastopijo v ligi NBA Tmin in to bo za njih šov. Prav šov pa je ob športu motiv, ki privabi velike množice gledalcev in celo najmlajših obiskovalcev. Na začetku tole ni prišlo tako nam na pamet. Pošteno povedano, smo imeli samo tekmovalni sistem v glavah. Ampak potem, ko smo videli, koliko ljudi prihaja na tole NBA, smo se odločili, da tako kot danes recimo za otroke, pa še nekaj idej imamo, ki nam jih ne zmanjka, tako da bomo probali še kakšne nove zadeve vpeljati na NBA. Je pa šel tudi sam nabor NBA, ki se zgodi zadnja leta prav na tem odru kinogledališča. Ja, tisto je po mojem mnenju najbolj zanimivo, se pravi, kako vsi pričakujejo, tudi gledalci, igralci, katerega novega soigralca bojo dobili in seveda tudi te novinci, ki se prijavijo in draft je za mene top zadeva, kako bi rekel, prva točka začetka sezone, kako. NBA Tmin ni Urošev edini projekt, čeprav je zagotovo najglasnejši in najbolj množičen. Njegova je bila nogometna liga posoških firm, več različnih turnirjev in mnogoboji, je pomočnik trenerja pri nogometnem klubu Tolmin in velik športni zanesenjak. Skozi šport vzgaja in pripomore h kakovosti družabnega življenja na Tolminskem, nenazadnje pa brez skromnosti lahko rečemo, da je pred NBA Tminom popularnejša le še kakšna tekma slovenske reprezentance, ampak samo, če na njej igra Dončić. Učo pa bo na šport prisegal vse čase in kjerkoli. Jaz sem od 6. leta v športu, tako da to je life, to je tak stil življenja. Uroša Rutarja tudi vabim na oder. Nekaj bom probal
povedati, čeprav nimam mape, ker je ima župan, ki lahko prebere vse ven. Tako bom povedal, to nagrado ni prejel Uroš Ruta, to je za mano stoji ekipa NBA Tmina, ki jih ne bom zdaj poimensko imenoval, ker če ne bomo tle do torka. In tako smo malo se med sabo pogovarjali, si to nagrado vzememo za čast, če nam je to podelila občina Tolmin. Verjetno smo mogli jaz skozi nešteto filtrov, da smo prišli do sem. Tako da to nagrado si vzememo za čast. Tako da hvala občini Tolmin. Tudi občina Tolmin nam zelo pomaga pri naših zadevah. Tako da je lep podpornik tudi naše zgodbe. Dosti podpornikov imamo tudi tle lokalno, se pravi vsi sponzorji, ki so zraven, brez njih ne bi bilo mogoče. In tukaj posebej bi zahvalil, ker največjo podporo dobivamo pa pri nas doma, se pravi naših partnerji, partnerke, se pravi oni dobijo največje pohvalo, ampak ne samo naša ekipa, vsi, ki delate kakšno stvar, rabite neko podporo, tako da tisti, ki domače podpore je pa najboljša. Hvala lepa. Pred nami je še ena podelitev zahvale. Zahvalo občine Tolmin prejme Tadej Šavli za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediščine tolminske, predvsem pri obujanju pustne tradicije in bogatitvi družabnega življenja v občini. Tadej Šavli Čaš je po duši pravi Tminc, ki je s pristno ljubeznijo do domačega izročila ter svojim prepoznavnim humorno-šegavim značajem zaznamoval lokalno okolje na različne načine. Že dolgo je povezan z ohranjanjem pustne tradicije na Tolminskem. Ja, bilo je takole, jaz sem šel tam na šihtu v Lajben in me je klicala Boža Mikarjeva, da če bi pri eni skupin, to je bilo za 99 leta pust, se dalal in sem rekel, da zakaj ne. Ta prva leta smo naredili tak, je bil sprevod približno 80 ljudi tista leta, je začel malo rast, nov pustni odbor je tiskrat rato. In pale 2000 leta, pale naslednje leta, ko sem pale prišel pa v odbor noter, je pa Fazan neki pokojni začel govoriti, da sem imel predstave, in pale sem rekel, za kje bi da naredili, in pale sem sprejel, in pale smo imeli še 2 meseca, pa je ratala ta prva mineštra. Dal je še par stvari, jemu na tu žepu je vzel levrnca, ki je rekel, to im še ne 2 skeča tistega cajta, zdaj ne vem, je bilo tole tam konc 50 let, in pa je ratala mineštra. Kot humorist se vsa leta aktivno vključuje tudi v druge, nepustne prireditve, ki jih popestri svojim pristnim tolminskim humorjem. Skozi leta pa se je v njemu zbudila tudi ljubezen do dediščine. Jaz sem tudi preko pusta, ko sem spoznal malo bolj tele starejše Tmince, pa tudi prejše, ko sem bil otrok, sem zelo reči pil na kihoba še od tistih prejšnjih Tmincev rodov in sem videl, ko sem krat malo dozorel, sem videl, kakšno veliko bogatstvo ima tu na Tminskem, na vseh področjih, da je težko primerjaš z drugimi. Imajo tudi drugi kraji, vsak saj, ampak kako so tele lokalne tradicije, značilnosti so se mi zdele kaj zanimive, da so me skozi bolj prevzeli in mislim, da smrt me bodo samo vlekle naprej. Skozi čas se je Šavlju nabralo ogromno fotografskega, video in zvočnega arhiva, s katerim ohranja in tudi aktivno predstavlja tolminsko preteklost. Vrhunec na tem področju je dokumentarni film Za Tmin skozi čas. In kako lahko vso to dediščino prenesemo na prihodnje rodove? Najbolj je osebni stik pa udejstvovanje s samimi ljudmi, ker vidiš pa, da pridejo vse generacije rade zraven. Začne se pri Muglažu vina,
nadaljuje se ponovadi pri zabavnih rečeh, pa na koncu, ko rata televizij se utrdi, naredi lahko pa tudi kakšna dobra dela v smislu gospodarnega, povasn, take stvari. In je zelo važno, da se ljudje družijo in tudi otroci, ki pride zraven, pa le tisto nese pa le s sabo in bojo prej ali slej začeli obujati spomin in bodo pa le se obnašali tudi android, ko bodo ratali malo bolj v letih. Za njegov prispevek k obujanju pustne tradicije, bogatitvi družabnega življenja ter ohranjanju in predstavljanju kulturne dediščine Tolminske si Tadej Šavlji-Čaž nedvomno zasluži zahvalo občine Tolmin. Prejemnika zahvale Tadeja Šavlja vabim na oder. Kaj naj rečem? Rad bi se zahvalil mnogim občanom, ki so na račun razvedrilnih in kulturnih dejavnosti premnogokrat, po domače rečeno, ssali kri in pri tem neizmerno uživali. Spoznal sem, da ima vsak človek nekje med pljuči in srcem majhno zaklenjeno kamrico, v kateri se skrivajo preprosta hrepenenja, ki pa so od človeka do človeka malce drugačna. Skupni imenovalec vseh teh kamric je uživanju v izvajanju preprostih dejavnosti, ki človeka tako zasvojijo, da bi bilo smotrno razpisati referendum o legalizaciji te droge. Ključ vsake izmed teh kamric pa ne hrani vsak svojega, ampak njegov bližnji. Tudi odklepanje ne gre brez pomoči bližnjega. Ob pogledu nazaj se spomnim slabo sem napisal. Ob pogledu nazaj se mi spomin zaustavi na neusahljivem viru prečudovitih strasti, ki jih skrivajo plac Klanc in Gasa, pa tudi druge vasi v okolici Tmina. Rad bi se zahvalil tudi tolminski občini, ki je zaznala pomembnost na videz nepomembnih dejavnosti. Zahvalil bi se tudi pot te je malo pred drugo svetovno vojno peljala iz Baške grape na Tolminsko, kjer sta si z ženo Andrijano takoj po drugi svetovni vojni ustvarila družino. Rodili so se vama Rodil si se daljnega leta 1916 na Kalu v Baški grapi. Naj ti bo lahka domača zemlja.
Ma se sem vedel, ma se je rekla mama, ma ki boš hodil, da se ne boš znal pa vedeti se. Glej, zdaj, mi je delan krt. Ki ti bodo dal, ki boš v šabo, je rekla. A zato, ker si hodil edini v Posočju dvakrat v 8. razred. Glej, se kar tresem. A zato, ker samo zrasem, pa so stal atrak. A zato, ker imaš puhn kašt šare, za ki te bodo dal, ne vem, ki zahvala. Se kar tresem. Zdaj, lej, pa še tole, a ne? Tole mi manjka centimeter, nisem mal zapet, še kravate nisem mal det. Včasih smo hodili tole pa telmovadru, sem iskal, sem v šabo, polštr sem del noter, da sem imel vamp, zdaj ga pa on ne morem det. In pa le zdaj tole me gledate. Ta glavne sem pa pozabil. Prosit trema, ne. Najrajš bi se zahvalil pa še največjim mučenikom, maj žen, ker je vse tole prestajala, pa vsem gre pa naš bajt, pa ko menem, pa vsem tistim trpinam, ker sem že prej pa vedel, da so scal kri, zato da smo patle vsi poživali. Organizator lepo prosim, navalavite medala, ne, pa da nite rajš garkišne reklame, ali ki vim jaz. Pa gledajte, kozmodiskič. Ti leže dal pre hrbtenic, ki prst ured. Откар ноsim jaz tist kozmodisk, tu ste tista reč, kar vem, šte na hrb dal ti lepo leže. In ad dal glave, on dal da rit leže in pa tle masira gre hrbtenica. Sploh ga načutim hrta. Kar čem, recimo prej, smo se latili si že pol leta prej mi je bilo graza, kadej se bo klala prasca, zato ker je bilo gare, mi je vse balela. Odkar nosim tale reč, tale zlata reč, kozmodisk, ni več problema. Lej, recimo, sam tule prej na presev cel zim, zdaj, ga za kojle maden, pa ta drugega, ga za kojle šta trečega, pa njih 9-10 na teden, i samih spadam, ja se izgleda, da mi pomagajo, ne, ma ni riječ, tole se le uveče to. Pa 14 ur, 16 ur stajam tu, te vleče fajt gare v hrt. Jaz ga načutim več. Še žena je dela, da kar končam zvečer, da sem kinal. Iskrene čestitke prejemnikom zahval, nadaljujemo pa s podelitvijo 2 priznanj občine Tolmin. Priznanje občine Tolmin prejme Društvo Sožitje Tolmin za 40-letno prizadevanje za vključenost in dostojno življenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju ter njihovih družin. Skrbeti za osebe z motnjami v duševnem razvoju ter pomagati ne le njim, temveč tudi njihovim staršem, celotnim družinam in prijateljem. To je že 40 let osrednji cilj delovanja medobčinskega društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje Tolmin. Gre za pomembno združenje ljudi s podobno izkušnjo, ki obenem ozavešča širšo javnost, da smo ljudje različni. Največkrat gre za družinske člane, tako da društvo združuje tako cele družine, kot tudi same osebe z motnjami v duševnem razvoju. Mislim pa, da so prav te osebne izkušnje v življenju zelo pomembne. Ni zmeraj potrebna neka strokovna pomoč, ampak ta izmenjava izkušenj je včasih tudi več šteje. Tolminsko sožitje trenutno združuje 180 članov z območja občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. V tej pisani druščini je 60 oseb z motnjami v duševnem razvoju, starih od 7 do 78 let. Ostali člani pa so pretežno njihovi starši in sorojenci. Program društva se je skozi leta izjemno obogatil. Pri pripravi aktivnosti pa se prilagajajo individualnim razlikam med člani.
Mislim, da je bilo skozi vsa leta organiziran ta vikend seminar za družine. Izvajamo različne posebne socialne aktivnosti, rehabilitacijske programe. Potem pa tudi na ravni Zveze Sožitje svojim članom ponudimo tudi njihove programe in se jih zelo radi udeležujejo. Tle bi izpostavila mogoče največ te družinske programe, program za mlade družine. Ne smemo pozabiti tudi na sorojence, ki so vpeti v ta svet drugačnosti, tako da je zelo dober program, tudi program za sorojence, za stare starše. Največji program pa je ta program vseživljenjskega učenja, ki pa je namenjen prav osebam z motnjami v duševnem razvoju in se ga člani zelo radi udeležujejo. Gre za tedenski program, kjer svojo spremljevalko preživijo teden dni na morju, v hribih, v bistvu po celi Sloveniji. Društvo je tudi lastnik hiše v Tolminu, v kateri ob podpori strokovnih delavcev iz bližnjega varstveno-delovnega centra bivajo njegovi samostojnejši člani. Tle res biva 5 oseb z motnjo v duševnem razvoju s podporo z VDC-ja Tolmin. Njihov dan je tak, da si sami pripravijo za jesti, tudi sami skuhajo. Tle za nami vidimo, imajo vrt, za katerega skrbijo. Tako da z neko podporo v bistvu zelo lahko živijo res zelo samostojno življenje. Bivalna skupnost v Zalogu je vrata odprla pred 27 leti in čeprav so zanjo vse skozi lepo skrbeli, je zadnje čase močno klicala po obnovi. Sredstva za investicije pa Sožitje išče predvsem na ustreznih razpisih. V letu 2020 smo se prijavili na razpis Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, na kratko FIHO. Bili smo uspešni na razpisu in smo pridobili sredstva za zamenjavo dotrajanih oken. V naslednjem letu smo zamenjali tudi vrata. Del sredstev smo pridobili tudi z donacijami. V letošnjem letu pa smo tudi bili uspešni na razpisu, tako da je v načrtu še zaščita lesenih delov in pobarvanje fasade hiše, tako da bo naša hiša ob 40. obletnici zasijala tudi navzven. Skozi vsa leta zelo dobro sodelujemo tudi z občino Tolmin, za kar se jim res prav lepo zahvaljujemo. Sožitje Tolmin je eno od 52 lokalnih društev v Slovenski zvezi Sožitje. Ta združuje več kot 15.500 članov, med katerimi je skoraj 7.000 oseb z motnjami v duševnem razvoju. Današnja družba stremi k čim bolj vključujočemu okolju, pri čemer je za te ljudi izjemno pomembna prav prepoznavnost njihove skupnosti. Priznanje bosta prevzeli predsednica Petra Humar in v imenu uporabnikov Tina Kogoj. Vabim ju na oder. Najlepše bi se rada zahvalila vsem, ki nas podpirate, nam na bilo kakšen način pomagate, ta priznanje gre vsem vam. Hvala občini Tolmin, ki je pripoznala naša prizadevanja in navsezadnje hvala vsem vam, ki sprejemate našo drugačnost. Hvala. Priznanje občine Tolmin prejme tudi moški pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša za 70-letno neprekinjeno uspešno delovanje na področju zborovske dejavnosti.
Nekega majskega sredinega večera smo v dolini Trebuši na vaji pričakali pevce moškega pevskega zbora Justin Kogoj. Slike v pevski sobi so govorile o tem, kako so bile v preteklosti tukaj pod vplivom okolja v naprezanju za obstanek ob težkem kmečkem delu, neugodnih političnih razmerah in v odročnih geografskih danostih pomembne kulturne vrednote. Te organizacijsko segajo v leto 1912. Takrat je bilo prosvetno društvo Vodnica, kjer se je v glavnem so se ukvarjali z čitalništvom in igrali igre, ampak pol so pa ugotovili, da rabijo za nastopanje na javnih prireditvah v domačem kraju, obeleževanje raznih praznikov, tudi petje, in zato so kmalu po 20. letu ustanovili mešani pevski zbor prosvetnega društva. Po drugi vojni 1954, kjer je nastala spet potreba po večglasnem moškem petju, so potem razmišljali o moškem pevskem zboru. Kot vsak živ organizem ima tudi zbor svoje življenje. V 70. letih boljše in slabše čase. So kadrovski problemi, fluktuacija pevcev, prišlo je do zamenjav zborovodij, tako da moramo reči, 1954 leta je zbor začel z vodenjem Engelbert Munih, njegovo delo je potem nasledil Vladimir Kosmač, potem je prevzel vodenje zbora v kasnejših letih Vladimir Jan, nekaj let kasneje sin Branko in od leta 2007 pa vodi zbor Matej Kavčič. V 7 desetletjih je v zboru sodelovalo okoli 100 pevcev. V zadnjem času smo bolj Trebušani in z okoliških vasi. Leta nazaj, ker je zbor imel tudi največ do 24 pevcev, pa so bili pevci tudi iz Tolmina, Idrije, Cerknega in okoliških vasi. Tako da bi rekel, v letih, recimo minulih letih so bili tudi precej delovni, tako da so iz podatkov, ko sem gledal, je bilo tudi narejenih na leto po 70 vaj in recimo tudi čez 20 nastopov na leto. Stanko Mrak, predsednik zbora z več kot 20 let kilometrine, je razkril še načrt praznovanja 70-letnice v jeseni, ki ga bodo opogumljeni s plaketo Zveze kulturnih društev Slovenije in občinskim priznanjem pripravili kar v mestu Tolmin na odru kinogledališča. Največ poguma za naprej pa zboru vlivajo mlada grla domačinov, ki so se pridružila letos. Med njimi je tudi Rok. Jaz sem zmeri poslušal domača glasba, zmeri slake pavse nekaj pa tako in smo rekli, ko bo pa cajt za to, bomo pa prišli k zboru, ker ne bomo bili v šoli. Rok je iskren fant. V zbor je prišel rad, a prvi nastopi so bili veliki izziv. Bolj je bilo nastopenja, tista trema, tista glavna trema, bolj nastopenja, drugače pa notem pa tisto, smo pa že v šoli, tudi je malo. Kakšen pa je recept proti tremi? Ko imaš puhna okoli prijateljem, tako da pa se med sabo malo pa lejaš, pa smejiš tudi. Ker je družba hitro okoli. Letošnji občinski nagrajenec je moški pevski zbor Justin Kogoj Dolenja Trebuša, ki tudi soustvarja naš današnji program. Priznanje bo prevzel predsednik zbora Stanko Mrak. Hvala lepa občini Tolmin za prijeto priznanje. Moram reči, da
zahvala in to priznanje gre tudi vsem tistim, ki jih ni več med nami, ali kot je rekel župan Alen Črv, ki so nekje nad nami. S tem mislim na 11 ustanoviteljev moškega pevskega zbora v letu 1954 in na vse pevce, ki so v naslednjih letih vztrajali pri moškem petju in se prizadevali, da so v svoje vrste privabljali mlajše generacije. To si želimo tudi mi in smo veseli vsakega mladega obraza, ki se nam pridruži, saj je le to garant, da se bo zborovsko petje v Trbuši nadaljevalo tudi naslednjim generacijam. Z tega mesta bi se še enkrat zahvalil vsem pevcem, ki si prizadevajo in pridno delajo v zboru, predvsem pa se moram zahvaliti zborovodju Mateju, ki vztraja v Trbuši že 17. leto in nas motivira in skupaj gradimo ta glasbeni mozaik. Hvala lepa. Leta tečejo, leta letijo, veter pa žvižga tisto znano melodijo. Večer odpira album spominov, večer je strog sodnik. Meče senca na spekter mavrični sledi. Svojo preteklost prodam na dražbi, izklicna cena za ston. Zavita v celofan leži bo zanimiv poklon. Leta tečejo, leta letijo, pretekle zmage zdaj porazi se zdijo. Leta tečejo, držijo zrcalo, a bolj ko gledam, bolj se zavedam, da slika v njemi je podobna Bore malo. Nemir v zraku, strahovi v mraku, noč neštetih vprašanj. Hladen veter, neizpolnjenih sanj. Peščena ura zasipa zaklade, lahko bi jih zadržal. Nisem mogel ali nisem znal. Leta tečejo, leta letijo, stari spomini v barvi časa bledijo. Leta tečejo, nazaj ni vrnitve, a bolj ko gledam, bolj se zavedam, da pamet krade srcu važne odločitve. Nova postaja na poti do raja, na cesti večnih križišč. Kocka pade, beda ali bliž. Zvezda sreče nikar ne ugasni, še sem tvoj zvesti vojak. Daj mi znak, usmeri moj korak. Leta tečejo, leta letijo, nebo ustavi jih, da mi ne zbežijo. Leta tečejo, kako jim slediti, a bolj ko gledam, bolj se zavedam, da skozi čas me vlečejo nevidne niti. Leta tečejo, leta letijo, leta letijo, leta letijo. Mesec jih šteje in se mi smeje, veter pa žvižga tisto znano melodijo.
Hvala lepa. Spoštovani, pred nami je le še podelitev letošnje najvišje nagrade, plakete občine Tolmin. Podelila jo bosta župan Alen Červ in predsednica Komisije za priznanja in nagrade Kristina Lesjak. Ponovno ju vabim na oder. Letošnjo najvišjo nagrado, plaketo občine Tolmin, prejme Leon Oblak za dolgoletno vrhunsko pesniško ustvarjalnost in pomemben prispevek kakovosti besedil v slovenski glasbi. Leon Oblak je kot univerzitetni predavatelj, redni profesor, habilitiran za področje politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri. Od leta 2006 je predstojnik katedre za menedžment in ekonomiko lesnih podjetij na oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova znanstvena in strokovna bibliografija obsega več kot 400 enot. Ob impresivni akademski karieri pa si je v prelomu tisočletja zaželel, da bi nekoč nekdo posnel skladbo z njegovim besedilom. Velika ljubezen do glasbe in do poezije. In pa pravzaprav sem želel preveriti, a si samo domišljam, da sem nadarjen za pisanje besedil ali pa imam v resnici ta talent, ki bi ga bilo vredno oplemenititi. Za vstop na glasbeno sceno je spodbudil tolminski duet Johnny Bravo in nastalo je zelo uspešno sodelovanje, ki je postalo odskočna deska za Leonovo sodelovanje z mnogimi vrhunskimi skladatelji, aranžerji in producenti, ki so z mnogimi različnimi izvajalci posneli že več kot 200 skladb. Ponavadi dobim skladbo, na katero želijo, da napišem besedilo, zdaj, če izvajalca še ne poznam, ga ponavadi povabim na čaj. Da ga malo spoznam, da spoznam njegov značaj, kaj pravzaprav želi in potem čakam na navdih. Zdaj na srečo s tem nikoli nimam težav, tako da navdih pride ponavadi zelo hitro in je tudi tekst hitro napisan. Leon je na raznih festivalih doslej prejel že 11 nagrad za najboljša besedila. Z nagrado strokovne žirije sta bili nagrajeni 2 skladbi, 3 pa so prejele nagrado občinstva. Njegova besedila so kar 2-krat odmevala z največjega evropskega odra Eurovizije. Prvič z narodno-zabavnim rokom, drugič pa skladbo Blue and Red. Dobro besedilo je tisto, ki se ljudi dotakne, ki v njih vzbudi neka globoka čustva in pravzaprav je edini merodajni sodnik, kaj je dobro besedilo čas. Ponavadi skladbe z dobrim besedilom ostanejo in jaz sem vesel, da se številne skladbe z mojimi besedili zavrtijo na slovenskih radijskih postajah še po 20 letih. Vrhunec Oblakovega literarnega dela pa predstavlja ustvarjanje lastne poezije, ki jo odlikuje mojstrsko obvladovanje klasičnih form, še posebej soneta. Doslej je objavil 5 samostojnih pesniških zbirk, v katerih se tematsko posveča predvsem verski tematiki. 100 svetnikov in svetnic v sonetih, Neumrljiva duša in 7 glavnih grehov in pesnitev Jezus Kristus. Ob tem pa je upesnil tudi sonetni venec Pasijon Mengore in pesniško zbirko Javorca, posvečeno cerkvi Svetega Duha, ki je prepesnjena tudi v angleški, nemški in italijanski jezik. In prav s sonetnim vencem je povezan tudi njegov naslednji pesniški izziv. Če je pisanje besedil moja ljubezen, potem je moja strast poezija. In noben izziv z področja besedil, zabavne glasbe ni bil tako velik, kot so izzivi, ko začnem pisati poezijo. In jaz sem srečen, da je vseh 5 mojih pesniških zbirk izšlo pri uglednih založbah, da so bile lepo sprejete med ljudmi. In tudi naslednji izziv, ki je že, je po mojem celo največji v mojem življenju. Približno 1 leto ustvarjam nov projekt in verjamem, da bo v 2 letih tudi končan. Tako da to je trenutno in tudi nasploh moj največji izziv do zdaj. Kljub vsem uspehom, kopici nagrad in literarnih dosežkov, pa Leon ostaja skromen človek ter zaprisežen in ponosen Tminc na začasnem delu v Ljubljani. In mu je Tolmin pravi dom. To se kaže tudi v tem, da je napisal himne za številna tolminska društva. Tabornike, malonogometni klub Herbi, nogometni klub Tolmin in nenazadnje za tminsko pustno muziko. Pa so najlepše pesmi že napisane?
Na srečo glasba ni šport, kjer bi se rezultati merili s centimetri ali pa s sekundami, tako da tisti, ki ustvarjamo, še zmeraj upamo in verjamemo, da lahko napišemo pesem, ki bo nekomu najlepša, najboljša, in to je tudi tisto, kar mene motivira pri nadaljnjem ustvarjanju. Za dolgoletno vrhunsko pesniško ustvarjalnost in pomemben prispevek k kvaliteti besedil v slovenski glasbi si Leon Oblak nedvomno zasluži plaketo občine Tolmin. Prejemnika plakete občine Tolmin, Leona Oblaka, vabim na oder. Hvala lepa za ta aplavz. Prej smo slišali eno pesem s čudnim naslovom, še ena pesem o tem, kako leta letijo. To je pesem, ki sem jo napisal pred četrt stoletja. Primož in Borut sta jo posnela in predstavila na festivalu. Pesem z žalostno, resnično vsebino. Leta ne tečejo, leta dobesedno letijo. Kmalu bo 32 let, odkar sem na začasnem prisilnem delu v tujini, v Ljubljani. Izseljenci na poseben način čutimo domovino, bolj emotivno, bolj čustveno. In lahko si predstavljate, kako sem se počutil, ko so mi povedali, da so v domovini, to pomeni v Tolminu, zaznali moje kulturno ustvarjanje in ga celo nagradili. Zahvaljujem se vsem, ki so imeli karkoli pri tem, in odkrito vam priznam, ta plaketa mi res veliko pomeni. Hvala lepa. Najlepša hvala podeljevalcema in še enkrat iskrene čestitke vsem letošnjim občinskim nagrajencem. Svojim delom nenazadnje predstavljate zgled ostalim občanom. Zahvaljujemo se KTV Tolmin in Andreju Rutarju za filmčke, s katerimi smo lahko nagrajence še bolje predstavili. Kot veleva tradicija bo delegacija občine Tolmin tudi ob letošnjem občinskem prazniku skupaj s predsednikom Posoškega združenja za vrednote NOB Rokom Uršičem v ponedeljek položila cvetje k spomeniku padlim v NOB na Tolminskem pokopališču. Občina Tolmin namreč svoj praznik obeležuje 31. maja v počastitev spomina na za občino pomembne zgodovinske dogodke, ki so se v preteklosti odvijali v mesecu maju. Tudi današnji dan bo že jutri zgodovina in predvsem upamo, da tudi lep spomin. Spoštovani nagrajenci, dragi obiskovalci, jim hvala, ker smo lahko skupaj obeležili letošnji praznik občine Tolmin. Po glasbenem zaključku dua Johnny Bravo, ki sledi, nagrajence vabim na oder k skupinskemu fotografiranju, vse skupaj pa vabimo, da ostanete z nami na prijetnem druženju v preddverju kinogledališča. Naj bo leto, ki je pred nami, prijazno in uspešno, da bomo čez leto dni z veseljem pogledali na prehojeno pot in se mogoče za pomemben prispevek občini in občanom zahvalili prav vam. Želimo vam prijeten večer.
Evo, en lep dober večer. Jaz bi tudi čestital Leonu, itak našemu Oblaku. Midva se mu tudi zahvaljuje obenem za vse, kar sva z njim doživela, ker brez njega tega ne bi bilo. Tako da hvala tudi v najnem imenu in čestitke. Vsem nagrajencem tudi seveda. Hvala lepa. Ajde. Se sploh še spomniš tistega četrtka, ko sva vrla šolski torbi v travo in si na mesto likovne vzgoje sama naslikala zabavo. Se spomniš nore stave na mostu in paca v ledeno mrzlo reko in krošnje hrasta, ki naju je skrila, ko sva sušila obleko. Ti si me gledala, jaz sem mi žal. Ti si se smejala, a jaz sem se bal. 1000 četrtkov je obrnil koledar. Vsak od njih mi je ukradel košček sam. 1000 spominov bi prodal za majhen denar, če bi eden od njih izbrisal tisti dan. 1000 četrtkov je zletelo v nebo, vsak od njih ima neko čudno moč. Že 1000 pesmi sem ti napisal slovo, a nobena od njih te ne odžene prav. Se sploh še spomniš tistega četrtka, ko najni so starši ponoreli in zgodbe, ki za njih sva jo zložila, pa ji niso verjeli. Ti vse to si pozabila, jaz pa še ne. V 4. dan v tednu si skrila svoje ime. 1000 četrtkov je obrnil koledar, vsak od njih mi je ukradel košček sam. 1000 spominov bi prodal za majhen denar, če bi eden od njih izbrisal tisti dan. 1000 četrtkov je zletelo v nebo, vsak od njih ima neko čudno moč. Že 1000 pesmi sem ti napisal slovo, a nobena od njih te ne odžene. 1000 pesmi sem ti napisal slovo, a nobena od njih te ne odžene prav. Hvala lepa. Hvala. Evo, mi dva sta se odločila, da zaigrava dve malo bolj znani, pa dve malo manj znani. Ta je bila malo manj znana, verjetno, pa še ena taka, pa bomo pa še eno, ko poznamo vsi. To ni zgodba, sploh ni kaj, kar bi živelo. Ni to glas in ni odmev. To je le davni večer nad vseme delo, zgubljen v vetru kot napev. Jugo je odpihnil zvok besed
in tvoj vonj je odnesel maj stran. En večer je prekratek za vidnost let in prekratek za plovbo do srečnih obal. A ostali so koščki čarobnih slik, kot skrivnostni nemir, ki nad mano lebdi. Iz trenutkov večnosti skan mozaik, manjkajoči delček v njem si leti. To ni žalost, sploh ni kaj, kar bi bolelo, ni to solza za oči. To je le davni večer nad Šemedelo, zapisan v zvezdnate noči. Bledocev lune na morju reže ribiška barka, da tisti davni večer bo kopiran, manjka glasba zvonov z cerkve svetega Marka. To ni žalost, sploh ni kaj, kar bi bolelo, ni to solza za oči. To je le davni večer nad Šemedelo, zapisan v zvezdnate noči. To ni sreča, kaj kar srcu bi gorelo, niti pravlični spomin. To je le davni večer nad Šemedelo, skrit na dnu morskih globin. Hvala lepa. Bravo, Leon, bravo. Ajde, še eno tu poznamo. Ta je pa za konec itak, konec in pika. Zgodba je končana, bilo je lepo, a zdaj mi zvezde odpirajo drugačno nebo. Čutim izziv, ne misli, da si kaj kriv. Jaz sem kristal in strmel, ker nisem dojel, če sem čisto pošten, niti nisem verjel, da bo šla, da me bo vrgla v tla. 7 dni se je ponderal svet, potem sem zavrtel 5, 8, 5, 3, 6, 9 in rekel, vrni se, brez tebe ne znam. Ti si prižigala sonce, ti si delala dan, zgubil se bom brez svojega dotika. Rekla je, znajdi se, zberi moč, ne računaj name, jaz sem daleč prot, stojim na leni, čeprav me še mika. Konec je pika. Potem sem bil prespal in oči prevedel, pisal sem pesmi, njene grehe sem štel, mučna pol, analizo za blog. A čas prekril vse, ne bo mi dalo je ključ, na koncu predora zagledal sem luč kot zaklad, kot pot v novo pomlad. Ko spet svetlobo sem odkril, moj telefon je zazvonil. Bila je ona, odpusti mi, vzemi me nazaj. Ob tebi je sonce, ob tebi je raj, brez tebe sem le še bleda slika.
Rekel sem, znajdi se, zberi moč, ne računaj name, jaz sem daleč prot, stojim na liniji, čeprav me še mika. Konec in pika. Zdaj poglej v nebo, čeprav je temna noč, si se me skril, da si zgrešila zvezdni obroč, med nama je prepad, razdalja prevelika. Zato pa znajdi se, ne cvili, zberi moč, jaz sem predaleč proč, da bi ti bil pomoč, trdno na liniji, čeprav me še mika. Konec in pika. Hvala lepa, čestitamo vsem nagrajencem. Upam, da je bilo fajn. Hvala lepa, lahko noč.